Jo, Urhi z neki tukaj, ura je čist prezgodaj in moral sem se zbuditi zaradi tega, ker mi je Manca včeraj povedala, da ima nekaj pripravljen. Razen tega, da te sovražim, Manca, bom zdajle poklical še ostale člane iz plemena. Jo, živjo. Hej, Kako ste kaj? Je še... ful je zgodaj. Ja, zakaj tako zgodaj kličete? Jaz sem za mizo zaspal, očitno. Ja, lej, rana ura, zlata ura, ne? Ja, jutra so zjutraj najlepša. Jaz jutra nisem dočakal že zadnji mesec. Blagor. Blago. No, Manca, ti si prištimala tisti svoj pecikl sreče za to. Malo. Imam. Ok, odlično. Ok, koliko se gremo za to? Ok, jaz sem za danes prištimala ene ful kulske izzive in tlele imam kolo sreče, ki bo določil, kdo bo kakšen izziv počel. Ok? In vsakmu pripadata dva izziva. Enega bo mogel narediti dele ob 8 in enega potem zvečer ob 9. Ok. Za vmes sem pa mislila, da bi v bistvu vsak za enega kar določil kakšen tak kulski izziv zdaj iz glave. Ok. Ok. A gremo najprej žrebat, pa cajt premislili? Ok, Pa možemo. Ok, gremo zdaj žrebat za zjutraj. Kdo bi bil prvi? Urh. Už se je javil. Nam pokaž. Naredi njo vadbo. Že spet? Okej. Lej, Vsaj jaz mislim, zbudil da ti se gre to bom. ful dober. A je kaj določeno, katero kategorijo moram izbrati ali lahko? Ne, tako? samo njo vadbo. Ni treba, da je za seniorje. Lahko je za seniorje, lahko je pilates. Samo da ne bo vadba. Gremo naprej, kdo bo zdaj? Laura, Maja, kdo? Ok, za Majo. Maja se je javila, torej bom jaz. Pojdi se. Ne, to ni pošteno. Tega bi mogel jaz dobiti, no. Okay. Kaj pa zdaj naredim, pač spat grem, ali kaj? Pač spat greš in se posnamaš, kako spiš. Evo, Laura, zate. Ja, da ne bo namiš tako, kakšne. Skuhaj kosilo. Za zajtrk ob 8. To sploh Okej, ni tako meni slabo, pa- veš, koliko boš dober jedel. Če znaš Kosilo za kuhati, zajtrk. seveda. Meni pa ostane, da pošljem SMS za lahko noč prijateljem. Mislim, da jih bom kar dobro zmedla, ker na času. Laura je še najbolj nastradu. Ja, no. Za sebe nek krompirček bom prištimal, ga bom pa lahko še čez cel dan mazil. Mal piknu. Malo pikno. Ok, cool. Evo, moj prvi izziv je sicer to, da zdaj ob tej nenormalni zgodnji uri napišem kolegom SMS in jim voščem lahko noč. Zdaj, malo sem razmišljala, ne glede na to, da ful ne uporabljam sama več SMS storitev in moji kolegi tudi ne, ker imamo pač vsi dovolj podatkov, da smo lahko na internetu skozi in napišem ponovadi Messenger ali pa Instagram, tako da se odločila, da jim bom napisala na Messenger. Tako bom pa itak tudi videla, a so se odzvali oziroma a so sinali, a je prišlo sporočilo do njih, a bojo odgovorili kaj in bo mogoče hitrejši tudi kakšen odgovor na ta način dobila. Večinoma itak moji kolegi me tako dobro poznajo, da bojo mislili, da je kakšna fora ali pa bojo samo tako, ok, Manca ima spet svoje epizode. Odločila sem se za eno mojo kolegico, Ano, pa bom kar napisala lahko noč. Aniti bom napisala lahko noč, Anita. Mojemu kolegu Davidu bom napisala lahko noč. Moji sestri bom napisala lahko noč. Evo, jaz sem zdaj napisala lahko noč 4 ljudem ob 8 zjutraj in zaenkrat ni še noben pogledal. Ok, ura je 5 čez 9 zjutraj. Jaz sem dobil nalogo, da naredim kosilo za zajtrk. In odločil sem se, da bom naredil krompir. Dokler krompir lahko jaz še čez dan potegnem, pa ga malo pikam, malo piknem, malo sem, malo tja. Malo pa malo zgoraj zdaj.
Glih to, da je. Vzamemo čebul. In jo raztrosimo počez. Zdaj pa kar nam bo dalo okus, je pa strok česna, pa ga damo z nožem čez. Pa fajn stisnemo, pa ga vržemo noter. Malo kurkume, pa ga zakurkumimo, da bo malo bolj rumen, pa lep. Nima premočnega okusa, zato ne bo prehudo. Sol bomo dali pa v naslednjem koraku noter, ker drugače bo dehidriral in ne bo dobro pivnal. Tako da bomo zdaj vzeli tole. Ne peči to. Še enkrat soli ne gor dajati, ker bo šlo dreč vse skupaj rad. Zdaj pa damo tole not. Evo, če so prišli eni takle ven, pol ste vse prav naredili. Kurkumica mi je dala fino barvo. Česnček mi je dal pa aromo, pa ful dober okus. Pa dober tek. Danes bomo delali jogo 2, pozdrav soncu. Zakaj joga 2 in ne joga 1? Zaradi tega, ker sem že izkušen in mi ni treba iti skozi osnove. Ok? Jaz sem drugače hodil na jogo tako pol leta, in zdaj nisem bil 3 tedne in sem čist lesen. Evo, ura je 9 in jaz grem nazaj spat. Kaj češ lepška? To je bil pa najboljši challenge v mojem življenju in res ne vem, če sem se za kjerga že kdaj tuk potrudila. Jaz ga imam za Majo na študiranje. Jaz imam pa za Manco. Jaz sem pa za Urha. Jaz sem za Laurota. Ok. Odlično. Kako smo usklajeni. A smo se pokrili? Yes. Ja. Ok. Evo, zdaj me čaka naslednji challenge. Svojo opremo imam, pidžama, mout je on. Zdaj bom pa svoj čudovit avtek pripeljala na kraj zločina. Zdaj pa začnimo s pranjem avta oziroma s pranjem mene. Oh my god, Laura. Kaj taka. Dobro zdrhnemo, da gre vsa umazanija dol. Odpremo vodo. Hvala, Kuti. Bilo... Hladna je! Saj toplo bi lahko zaštivala. Challenge opravljen! Challenge številka 2. V vsak prostor, ko vstopam, moram na glas reči: vstopa vaše plemensko visočanstvo Urh Kočar. Cela familija me bo tako zasovražila. Vstopa vaše plemensko visočanstvo Urh Kočar. In stopam 2 koraka naprej. Le dnevno sobo. Vstopa vaše plemensko visočanstvo Urh Kočar. Ok. In končno strnišče. Vstopa vaše plemensko visočanstvo Urh Kočar. Že, kakšni so občutki? A veste, kaj se dogaja? Ne. Jaz tudi ne. Vstopa vaše plemensko visočanstvo Urh Kočar. Vstopa vaše plemensko visočanstvo Urh Kočar. Eni se ne zmenijo.
Ok, ura je 3 in čas je za naslednji izziv in gremo kar v bistvu to, kar mi je določila Maja. In sicer umij si noge in glavo v umivalniku. Ok, mi bomo zaprli zaradi tega, da nam sosedi ne prisluškujejo, kaj delamo. Maja, I swear. Če se da vesno na topno. Sploh ni tako težko, mislila sem, da bo težji. Ne vem, zakaj sem mislila, da imam višji umivalnik. V bistvu mi ful kaše, ne. Taka masaža. Zdi se mi, da se ponavadi premalo posvetim mojim stopalom in da je tokrat ravno pravšnji tretma za te čase, ne. Zakaj bi si umivali skozi samo roke, dajmo si še noge. To je bilo fino. Ok, se pravi, en izziv sem upravila, zdaj pa v bistvu vseeno, če si še lase umijem, a ne? Halo, lasje, a ste vsi mokri? Bomo za čas šamponiranja pač majčkeno zaprli vodo, ker smo okolje, na vse zadnje le skrbimo za okolje. Mogoče mi je v bistvu to tudi bolj všeč kot navadno pranje las, ampak sam zaradi tega, ker ponovadi, če si v tuš kabini perem lase, sem na kolenih in me pol vse boli. Šampon v oči! You shall not pass! No, spiranje je pa malo težji zdaj, ne? I'm blind! Zdaj bomo to tako... Izziv zaključen, zdaj sem cela sem mokra. Hvala Maja za tako super izziv, zdi se mi, da že dolgo časa moje noge niso bile tako lepo negovane in tudi moje lasišče že prav tako dolgo časa ni imel toliko pozornosti posvečeno. Zdaj si moram pa pač lase posušiti, no, pa okej. Thanks. In po kosilu je pred mano drugi challenge, da me pač Neža naliči. To je bil moj challenge, sicer ne vem, kaj ima to veze s čimerkoli, ampak Neža me bo vselej naličila. Tako da, Neža, prosim, daj si duška. Yes. Preden pade senca name. Končno. Čakaj. Čakaj. Druga runda za zvečer. Ja. Zdaj bom pa Ok, zdaj bo pa Laura začne. Kosi travo. Zvečer ob 9 moraš pokositi travo. Tebi bojo Ob 9 zvečer. imeli sosedi toliko radi. Ja, to bo dobro. Jaz imam sosede, tole je moja trava, tole je pa moj sosed. Lej, pa so se že zmenila. Se več, kaj poseben. Tokle Ne na bojo vedeli, kakšni časi se bojo razumeli. Ok, naslednji. Jaz. Maja. Oh my god. posromla. Sprehod v pižami. Pižami, če spim, če se sprehajam. Cel dan boš v pižami in ob 9 zvečer moraš iti na sprehod v pižami ven. Ampak ona je sromla doma. Ne gre v vrh po Ljubljan, ali pa po Grosupljem, je večkrat. Danes sploh ne bo videl. Kako ti ima pižame? Kakšen mengš, jaz sem v Kamniku. A ja, v Kamniku. Oh, shots fired.
Dober, boš ti, pa jaz pač Ja, tisto ostane. okej, ti ne maraš zanimivih. Zdaj bom pa ti, ur tisto, kar ostane. Zakaj Ja, ti moraš? v redu, bom jaz. Pustite ga primer. Okej, bom jaz, zdaj, ko pride tisti, bom jaz. Naredi jutranjo rutino. Jaz Jo, nimam upam, da nekaj jutranje. 5, da ostane. Ne, veš kaj je pa Urhu vstal? Urhu je pa vstal. Oglej si ljudkovno predstavo na Neotu. Moj izziv je, da napravim svojo jutranjo rutino ob 9. zvečer. Alej, vas bom kar popeljala čez mojo jutranjo rutino, pa boste videli, kako moje jutra izgledajo. Ne pričakujte preveč, ker ne dajem make-upa gor, tako da make-up tutoriala vmes ne bo. Mislim, da je čas, da začnemo z jutranjo rutino ob 9. zvečer, še prej se moram pa preobleči. Evo, takole izgleda moja jutranja uniforma, ponovadi, ko se zbudim, se zavijem v kimono, potem si grem pa skuhat kavo. Pa v moje, da lahko kar gremo to narediti. Dobrodošli v mojo kuhinjo, kjer ponovadi skuham kavo, pa bom to v bistvu zdaj kar naredila. Upam, da bom spala, glede na to, da je ura 9 zvečer, ampak hej, nikoli ne veš. Kar je ključno pri kuhanju kavo za eno osebo, je to, da jaz ponovadi kar nalijem si vodo v šalco in pa približno vem, kaj moram skuhati sama zase. Kar na šporhet hodila. Hodila, ker je na šporhet je vdela za uril, da ima sama kafe skuhali ob 9. zvečer, pa šalce se mi barvno usklajuje s kamonom, poglej. Ne vem, kakšno kavo vi pijete, če pijete, ampak jaz si dam zmer ful velik cukra, tako da bom kar vzela moj pripomoček tukaj in si bom natrosla sladkorja. Sem rada sladkor, ful. Kaj, tle nek mozol, z tega vidim. Medtem ko čakamo, da voda zavre, grem jaz ponovadi v hladilnik, ki je za temi magičnimi vrati tukaj. Tem je tudi moje mleko brez laktoze, ker ne prevaljam laktoze, seveda si naredim kavo z mlekom brez laktoze. Ugotovila sem, da nisem prižgala štedilnika. Tudi to se mi v bistvu zjutraj velikokrat zgodi, ker sem še ful zaspana. Ponovadi, ko čakam, da mi kava zavre, potem ko prižgem štedilnik, razmišljam, slonim na pultu in razmišljam o vsem tem, kar moram še tisti dan narediti. Dokler mi vrenje vode ne preglasi misli. Voda nam je zavrela, vzamemo tole hudo šalčko, v kateri imamo kavo, ugasnemo luč, ker šparamo z elektriko in ker pol poslušam, koliko elektrike porabim. Jaz dam ponovadi eno te veliko žlico, pa še malo z eno kavo. Kako lepa kava, pa si to neverjeten. Ste že tukaj? No, ste me že ujeli, jaz že čakam. Ura je 9 zvečer. Kamera, prosim, dokaži, da je ura 9 zvečer. Imam zelo zanimive sosede in ne smem kositi ob 9 zvečer, ker bi me izgnali iz lastne občine. Tako sem rekel, da bomo obrali drugo pot in bomo šli v bistvu travo porezati na veliko boljši način. Tole je prvovrstna francoska, ali pa eni radi rečejo angleška trava. Na tej travi lahko tenis igraš. No, se pravi, s širokim delom gremo not, caka, caka, caka. Takole koničke so pomembne, da niso razcepljene. Hvala trava, da si tako lepa. Lepo božem. In pol gremo na spat. Kaj ne rečem, no? Dajte skrbeti za tvojo travo, trava je res ena fajn stvar. Ura je 9 in čas je za zadnji challenge. Jaz sem dobil, da moram pogledati ljudkovno predstavo in sem še Fabijana zraven pripeljal, ki je bolj ugodnih let. Na voljo imava zvezdico za spanko, ti loviš vihar v glavi in pa 4 črne mravljice. Fabijan, kaj bi najraje gledal? Ne vem, Daj no, neki si izber. nimam pojma. Izber si neki! Prvič vidim vse to. Oh my god, ne poznaš zvezdice za spanke, to moraš gledati, peva to pogledati. Tule pa nekaj ni v redu. Tule pa ena zvezda manjka. Kdo tu manjka? Kdo manjka? Nihče ne manjka. Ja, saj smo vse. Niste vse, bom pa vendar vedel. Tule se število ne ujema. Predvsem sem postal nostalgičen, ker sem včasih kar dosti tega pregledal, tudi v živo. Teli naša mladina pa nič, ne, in mislim, da je zdaj v bistvu super priložnost, da malo obogatimo tudi tako vrstno kulturo. Evo mene, ura je 8 zvečer, nisem šla opraviti zadnji challenge. Za tega sem zbrala prav poseben outfit, kdo bi si mislil, pižamo, ampak ne isto kot prej. In ne isto kot pri prvem challengeu, ampak
čist eno novo. Gor sem si dala pa neki pulover, zato ker malo piha, imam pa spodnjo vseeno. Evo. Hvala Bogu, da v moji vasi ne živi veliko sosedov, pa se ne bom glih rabila zagovarjati pred velikimi ljudmi. Vau! Evo, moj sprehod se počasi bliža k koncu. Meni je bilo to ful noro zabavno, tako da folk, če bi vi radi videli še več takih vsebin, povejte, kaj naj se gremo naslednjič, zato ker še vedno smo doma in pač moramo nekako zabiti cajt. Napišite komentar, kaj vam je bilo najbolj kul in kaj naj delamo naslednjič. Lajkite ta video, ne pozabite se subscribati na neki, pa fajn se mejte. Hvala Telekomu Slovenije za podporo pri ustvarjanju Neki.